Zakaj je morje slano? Nekoč sta živela mož in žena, ki sta bila revna kot cerkvene miši. Ko se jima je nekega dne rodil otrok, je mož stopil do svojega premožnega prijatelja in ga poprosil, da bi šel njegovemu otroku za botra. Bogataš je res krstil otroka. Nato pa sporočil svojemu ubožnemu prijatelju, da pričakuje zahvalo in naj se vsak dan oglasi pri njem in kaj postori po hiši. Tako je siromak od tistega dne naprej vsak dan hodil k bogatašu in pri njem delal za borno plačilo. Čas je tekel in po nekaj letih se je bogataš ustrašil, da bo zaradi miloščine, ki jo je plačeval svojemu prijatelju revežu za njegovo delo, tudi sam obubožal. Nekega dne je pripravil bogato pojedino za svoje prijatelje. Jedlo in pilo se je kar 3 dni in 3 noči, a kljub vsemu je v shrambi ostalo še veliko dobrot. Na policah so ležali še veliki hlebci belega kruha, pogače, potice, pod stropom pa so z velikih klinov visele sušene šunke, klobase, pečeno meso in druge dobrote. Ko je bilo veselje mimo, se je 4. dan siromak oglasil pri svojem bogatem prijatelju. Dober dan, boter. Dober dan. Prišel sem, da bi kaj dobil, boter. Že spet prosjačiš, kar naprej nekaj potrebuješ. Tu imaš pol pečenega koštruna, ki je ostal od včeraj. Zaradi mene pojdi z njim naravnost k vragu, če hočeš, samo da te ne vidim več. Ubogi mož je vzel pečeno meso in se napotil proti domu. Spotoma je srečal starčka, ki ga je povprašal, kam je namenjen. Bil sem pri botru, da bi ga poprosil za miloščino, pa me je s tem pečenim kosom mesa udaril po hrbtu in me poslal k vragu. Kar pojdi k vragu, toda ne vstopaj skozi mala vrata, ampak skozi velika. Ko prideš do tja, potrkaj in ko bo odprl, mu reci: prinašam ti tega pečenega koštruna. Vrag ti bo zelo hvaležen in te bo vprašal, koliko denarja hočeš zanj. Ti pa denarja nikar ne jemlji, pač pa zahtevaj mlinček za kavo, ki ga vrag hrani na peči. To je čudežni mlinček. In ne pozabi zahtevati tudi 2 ključkov, ki spadata zraven. Revež je nadaljeval svojo pot. Ko je prišel na cilj, je potrkal na velika vrata in vrag mu je odprl. Kaj bi rad? Prinesel sem ti pečenega koštruna. Lepo. In koliko denarja hočeš zanj? Denarja ne maram, raje mi daj tisti stari mlinček za kavo, ki stoji na peči. No, tega ti pa ne dam. Imam polno drugih mlinov in ti bom dal raje novega. Ne, rad bi prav tisti stari mlinček. No, tukaj imaš in pojdi. Toda daj mi še tista 2 ključka, ki spadata zraven. Naj ti bo, tu imaš še ta 2 ključka, sedaj pa pojdi naprej. Mož se je s starim mlinčkom pod pazduho vrnil domov k ženi, ki je onemogla od lakote ležala na posteli. Hitro je postavil mlinček na mizo in vanj vtaknil ključek ter ga poprosil, naj mu da jedi in pijače. In ker je bil mlinček res čudežen, se je na mizi takoj znašla jedača in pijača. Potem je siromak vtaknil v mlinček drugi ključek in zahteval, naj zanj namelje nekaj denarja. In ker je bil mlinček čudežen, se je iz njega vsul kup zlatnikov. Siromaku in njegovi družinici se je od tega dne življenje obrnilo na bolje. Kupili so zemljo, sezidali lepo hišo in si najeli služabnike. Minevala so leta in nekega dne se je bogataš spomnil moža, ki je nekoč hodil k njemu po miloščino. Svoji ženi je naročil, naj mu pripravi ostanke mesa in kos kruha, ker se je odločil, da bo obiskal siromaka. Hodil je in hodil, toda tiste stare bajte, v kateri je nekoč živel njegov revni prijatelj, ni mogel več najti.
Na mestu, kjer je nekoč stal siromakov dom, je zdaj zagledal lepe in bogate hiše in številne služabnike. Sklenil je, da enega prosi za pojasnilo. Hej, služabnik, povej no, pri kom pa služite? Pri gospodu, ki si mu boter? Kako pa to, da je zdaj naenkrat tako bogat? Pojdi in poglej, v dvorcu sredi vasi živi. Potrkaj na vrata in odprl ti bo. No, hvala lepa, res bom stopil do tja. Oho, boter, kako si kaj? Zakaj si vrgel proč meso in kruh, ki si mi ju hotel dati? Ali se sramuješ? Kako to, da vse veš? No ja, raje mi povej, kdaj si kar naenkrat postal tako zelo bogat. To se je zgodilo tistega dne, ko si me udaril s pečenim koštrunom po hrbtu in me poslal k vragu. Se spomniš? Bil sem pri njem in dal mi je kavni mlinček. Ta mlinček je čudežen in kadar melje, iz njega padata hrana in denar. Ali mi prodaš ta mlinček? Vstopi, dal ti ga bom. Toda najprej poglej, kako deluje. Mlinček, mlinček, ti si od vraga. Daj mi vino, tisto, ki je najboljše na svetu. Naj ga boter okusi. Pa je res dobro. Ali mi prodaš mlinček? Boter, kar odnesi ga. Na, tu imaš ključek. In koliko hočeš zanj? Nič, podaril ti ga bom. Boter se je zahvalil, vzel mlinček in se pijano opotekaje odpravil proti domu. Ko je prišel domov, je takoj sklical vse svoje služabnike in jim povedal, da jih z ženo več ne potrebujeta. Žena ga je najprej razburjeno opazovala, nato pa začela vpiti. Dragi mož, kaj vendar počneš? Kdo bo delal za nas? Tisti revež, ki me je nekoč prosil, naj bom boter njegovemu sinu, je postal zelo bogat. To pa zato, ker je od vraga dobil čudežni mlinček. Prosil sem ga, naj mi ga da, pa mi ga je kar podaril. Poglej, samo vtaknil bom ključek van in mu ukazal, mlinček od vraga, daj mi jesti. Pa res iz njega prihaja hrana. Zdaj se nama bo pa res lepo godilo. Koliko hrane je in tako dobra je. No, vidiš, žena, ne potrebujemo več služabnikov. Lahko se do sitega najemo, ne da bi moral kdo s prstom migniti za to. Dragi mož, ustavi mlinček. Hrane imava za danes in še za nekaj dni dovolj. Poglej, že pada z mize. Daj, ustavi no mlinček. Bogataš je hotel mlinček ustaviti, toda ta je mlel in mlel in mlel in iz njega je še vedno prihajala hrana. Napolnila je mizo, pa tla, hodnike in še druge sobe, tako da se ni več dalo nikamor stopiti. Bogataš je pograbil mlinček ter ga odnesel nazaj svojemu nekdanjemu prijatelju in mu ga ves besen vrnil. Ta je takoj, ko je bogataš odšel, v mlinček skrivoma vtaknil drugi ključ in mlinček se je ustavil. Spet je minilo nekaj let, vse do nekega dne, ko je v bližnjem mestu, ki je ležalo na drugem bregu široke reke, zmanjkalo soli. Lastnik mlinčka, nekdanji siromak, je ljudem v mestu sporočil, da jim lahko napolni s soljo kar 10 ladij. Meščani so sklenili, da mu bodo poslali kar 100 praznih ladij, da jih natovorijo s soljo, nato pa so zaprosili, naj jim mlinček kar proda. Siromak jih je prosil, naj počakajo 8 dni, potem pa jim bo mlinček prodal. Ves vesel je poveljnik ladjevja sklenil, da se izplača počakati in se je z dogovorom strinjal. Tako je dal mož, ki je bil nekoč siromak, nalogo mlinčku naj 8 dni melje zlatnike in z njimi napolni 10 kleti, potem pa je mlinček prodal poveljniku ladjevja. Ko so ladje zaplule nazaj, je poveljnik rekel: Poskusimo, če mlinček res daje sol. No, mlinček, mlinček, ti si od vraga, nasuj nam soli.
Poglejte, iz njega res prihaja sol. Napolnimo ladje z njo. Napolnimo jih, napolnimo jih! Ja. Mlinček je mlel in mlel. Ladje so bile že zvrhano polne s soljo, a mlinček je še naprej mlel, ker niso imeli ključka, s katerim bi ga ustavili. Jezni poveljnik ladje ga je zagrabil in ga vrgal v morje, a mlinček se še vedno ni ustavil. Mlel je in morda še danes melje. In zato je morje slano.